Kako lahko spremenite odnos, kjer je partner ljubosumen in vas kontrolira, brez da obiskujete dolgotrajne pogovorne terapije ali se celo razidete? Kaj lahko naredite, ko je vaš partner ljubosumen, ko nikamor ne morete sami? Ves čas mu morate poročati, kam greste, zakaj greste, ves čas je za petami, nič niste sama, nikamor ne morete sama, nikamor vas ne pusti, ves čas nekaj komplicira. Zanima ga, s kom se pogovarjate, zakaj, in v bistvu potem gredo zadeve celo tako daleč, da vam začne pregledovati telefon, vaš računalnik, brati sporočila in preverjati telefonske klice. Si predstavljate, da imate zopet normalen odnos, kot ste ga mogoče na začetku že imeli, da zopet lahko svobodno zadihate, da nimate ves čas za petami sence, da ne rabite ves čas razmišljati, kakšen izgovor boste našla, da ste lahko zopet malo sama, da lahko zopet malo sama nekam greste ali pa sam. Takšne in podobne situacije so v zadnjem času precej pogoste. Mogoče se v vašem odnosu na začetku to ni dogajalo in potem se je kar naenkrat partner začel tako obnašati. Današnji video bo ravno tako pomagal tistim, mogoče predvsem ženskam, ki se želijo postaviti zase, postaviti sebe na prvo mesto, kjer veljajo pač podobni principi. Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh. Pomagam vam do več energije, da lahko dosežete svoje cilje v vašem življenju, da lahko dosežete večje cilje, da lahko naredite drugačne rezultate, naredite premik v življenju, spremembo, da lahko obudite partnerski odnos. V mojem partnerstvu sem bil pred leti v odnosu, kjer sva se skoraj pobila. Za mirno ločitev sva potrebovala odvetnika. Potem sem bil v odnosu, kjer sva v 4 letih šla 4-krat narazen in spet 4-krat skupaj. 5-ič narazen, da se razumeva. Dejansko ves čas sva se tolažila, ves čas sva dejansko imela neko partnerstvo, kjer nisva zmogla in nisva mogla biti skupaj in nisva mogla biti narazen. Potem sem bil v partnerstvu, kjer je na zven vse gledalo čudovito. Večina ljudi bi ostalo v takšnem odnosu, ampak dejansko midva sva hotela več. Ugotovila sva, da imava različno vizijo, različne interese in da dejansko na dolgi rok ne bova mogla drug drugega osrečiti. Zato sva šla narazen. In sedaj sem v partnerstvu, ki je čudovito. Skupaj s partnerko imava skupno poslanstvo, gradiva najino življenje, najino prihodnost, najine sanje in dejansko tudi drugim pomagava pri gradnji njihovega partnerstva in njihovega življenja. To je na kratko o meni. Če me slučajno gledate in imam malo čudne oči, sem bil ravno na sprehodu in je zunaj še vedno cvetenje topola in imam malo probleme z senenim nahodom, tako da ni, da ves čas jokam, ampak majčkeno sem zatekel, pa pač gremo mi kar naprej. Zakaj v odnosu pride do ljubosumja? Zakaj se pojavi? V bistvu, poglejte, ljubosumje je dejansko največkrat v odnosu pridne punčke in maminega sinčka. Kaj je zdaj to? Pridna punčka je hčerka, ki je odraščala v družini, kjer je dobila ljubezen samo takrat, ko je bila pridna. Takrat, ko je delala, takrat, ko je naredila nek rezultat. In mamin sinček je v bistvu sin, ki je dejansko ga mama navezala nase. Največkrat je tukaj razlog, da se pač mama ni znala iti partnerstva z svojim partnerjem, z svojim možem, in je dejansko te partnerske potrebe na nek način začela izpolnjevati preko sina. Pač v sina je dobila energijo, dobivala je potrditev in tako naprej. In sedaj pač kombinacije, da razumete, so lahko tudi obratne, lahko je tudi očkova hčerka in pač mamin sinček, ampak gre v bistvu za to, pridna punčka, ki
svojo vrednost dobiva skozi strežbo, skozi tem, da je pridna, ne, najde tega maminega sinčka in potem začne ta skupna pot. Ona ga streže, on je hvaležen. Dokler te zadeve deluje, dokler ona ne postane utrujena, dokler ji ne zmanjka energije in dokler ne začne delati na sebi in se začne osvobajati. In mamin sinček je po drugi strani pogosto precej negotov, poln strahu. Dejansko je nesamostojen, dejansko sta nesamostojna oba. Energijsko gledamo, da sta dva taka partnerja, bom rekel, zelo nimata neke povezave. Dejansko sta odvisna od drugih ljudi, nista sposobna samostojno delovati. In dejansko ljubosumje se lahko začne že na začetku takega odnosa, lahko pa se ljubosumje razvije kasneje. In ali pa recimo je na začetku se malo vidi, potem pa zadeva postane bolj intenzivna. Kaj je dejansko ljubosumje? Ljubosumje je na nek način strah. Strah pred izgubo. Zakaj ti je strah? Zato, ker v bistvu ne čutiš svoje vrednosti. Misliš, da nisi dovolj dober, misliš, da nisi dovolj in dejansko bojiš se, da boš izgubil. Dejansko je strah nezaupanje pred življenjem, nezaupanje pred dejansko ne poznaš, ne razumeš zakonov življenja, kako stvari delujejo in zaradi tega potem tudi kontrola, ker v bistvu na nek način se bojiš, ker če boš to kontrolo izgubil, kaj potem, če ostaneš sam? In ta strah je dejansko tako močan, da potem grejo partnerji v takšne ekstreme, da si ne morejo pomagati, da ne bi partnerki pregledovali telefona, lahko ji celo povejo, poglej, oprosti, pač ne morem si pomagati in tako naprej. Druge so pa še razne kombinacije. Ne. Ker pravite, če bi bil partner bolj samozavesten, če bi partner imel zaupanje vase in če bi se pač bomo rekli v tej zgodbi nekaj pokazalo, da dejansko je nekaj na tem, da ga partnerka vara ali da bi ga mogoče partnerka celo zapustila. Dejansko, ko ti zaupaš vase, ko zaupaš v življenje, ko imaš neko energijsko povezavo, ni nobenega problema. Na nek način samo obrneš se in potem najdeš novega partnerja, ker veš, da je partnerjev neomejeno, ker veš, da vedno pride pravi, ker veš, da vedno pač pride boljši. Ne? Ampak dejansko gre pa tukaj za takšen močen strah. To je dejansko pač ta strah pred smrtjo, strah, da ne boš preživel. Sam sem imel tudi izkušnjo v mladosti, tudi moja mama je mene navezala nase, ves čas sem pri njej iskal potrditev, ves čas sem jo spraševal, ves čas je pač, a je to v redu in potem, ko je ona potrdila, potem pač sem bil miren, zadovoljen in srečen in potem sem pač te stvari prenašal naprej v partnerstvo. In dostikrat sem slišal od partnerke, pa daj odrasti, pa daj bod samostojen in tako naprej. Ne. Ampak dejansko gre za nek podzavesten strah, včasih seveda se tega niti ne zavedaš, da reagiraš na tak način, da dejansko pač si ne moreš pomagati. Ne. Seveda, dostikrat v bistvu pravijo, da je pač ljubosumje se razvija zaradi tega, ker v otroštvu nismo dobili ljubezni. Ja, v bistvu je vedno tako. Poglejte, stvari v življenju se nam zgodijo, ampak ni stvar v tistem, kar se zgodi, stvar je v tistem, kako se mi odzovemo na to zadevo. Ker mogoče nekdo je, pač, mogoče ste slišali pač to definicijo, ljubosumje nastane, ker otroci pač niso dobili dovolj ljubezni v otroštvu. Ne? Ja in ne, ker mogoče nekdo ne dobi ljubezni, pa je ravno tako v redu, ne? Nekdo pa dobi ljubezen, pa ima probleme. Ne vem, če poznate zgodbo, ne? Bila sta dva brata
sinova očeta, ki je bil pijanec. Ne? In eden izmed njih je potem postal pijanec in drugi je bil pač normalen. In so potem vprašali tega, ki je bil pijanec, kako pa to, da ste pač, da si ti postal pijanec. Ja, pravi, moj oče je bil pijanec in nisem imel izbire in sem še jaz postal pijanec. Potem pa so vprašali drugega brata, ki pa ni bil pijanec, pa je rekel, poglejte, moj oče je bil pijanec in nisem imel druge izbire in ne želim imeti takšnega življenja in nisem hotel postati pijanec. Ne. Tako da v bistvu, da moramo razumeti, da ljubosumje na nek način je samo strah. Strah je energija, strah je v bistvu čustvo pač, ko se nam dogaja, je pač dejansko energija. Ne. In poglejmo zdaj, kaj lahko naredimo, da rešimo takšno situacijo. Ne. To pomeni ta močan strah, zaradi česa dejansko pač ne moremo spati, zaradi česa kontroliramo, da se to gre včasih tudi recimo. Moja mama je imela pač tak problem, da je dejansko, če je šel oče na potovanje, je vedno hotela vedeti za točno do minute, da ne bo, kdaj bo prišel nazaj. Ne. Je oče šel z avionom, kako ćeš ti vplivati, ali pa z vlakom nekam na službeno potovanje, kako ćeš vplivati, ali bo vlak ali pa oziroma avion imel zamudo in je bil cel halo, kregala se je, norela in tako naprej, če je oče zamudil. Ne. Toliko nekega strahu, toliko nekega v bistvu nezaupanja v življenje, nezaupanja vase. In kaj lahko naredimo, da se rešimo da rešimo takšen odnos, da rešimo takšno situacijo, da dejansko, rešimo to, da oziroma tudi, na nek način pomagamo partnerju, da neha postati, da preneha biti ljubosumen, ne? Da nas preneha kontrolirati, da preneha dejansko nam onemogočati življenje, ker dejansko ogromno ljudi, ki jih srečujem in strank, s katerimi delam, ne morejo dihati. Ne? Je pač v bistvu zadeva nemogoča. Ne? Pač ves čas je neka senca iza tebe. Ne? In mogoče ste v preteklosti zadeve že poskušali rešiti z pogovorom. Zakaj pogovor ne deluje? Glejte, rekli smo, da je ljubosumje je strah. Ne? Čustvo strahu. Ne? In dejansko vedno, ko smo pod vplivom nekega čustva, vemo, da dejansko nismo racionalni, vedno, da ne reagiramo, se ne obnašamo racionalno. Vedno, ko smo pod vplivom nekega čustva, dejansko ne moremo zadevo ničesar rešiti. Glejte, v bistvu, tudi če partnerju rečete, da ne bo ljubosumen, da je vse v redu, potem dostikrat pride do, ne dostikrat, večinoma je ozadje zanikanje, pa se nisem ljubosumen, se nič ne delam, se nič nisem naredil. V bistvu, a razumete, dejansko ta zadeva seveda je pač toliko močna, da si partner, ta strah, energija tega strahu je toliko močna, da si partner ne zna pomagati. In v takih primerih, ko zadeve poskušamo rešiti z pogovorom, je dejansko nemogoče. Ne. Druga stvar je, da dostikrat je pač izpeljanka tega, je, da poskušamo partnerju razložiti, naj ne bo ljubosumen, ne, naj nas pusti na miru, ne, da je vse v redu, naj nam zaupa. Ne. Ampak zopet, kot sem rekel, pogovor v takšnih situacijah ne funkcionira. Plejte recimo, da boste lažje razumeli, ker to je dostikrat, ko napišem, ne, s pogovorom ne moramo rešiti. Kako ne moramo rešiti? Vse se da zmeniti. Ja, vse se da zmeniti, kadar se da zmeniti. Ampak v bistvu, ko dejansko smo mi pod vplivom nekega močnega čustva, plejte recimo, spomnite se situacije v življenju, ko recimo, ne vem, ste bili strašno jezni, ko ste mislili, da se vam je zgodila neka krivica. Ne. V takšni situaciji, še posebej, če smo bolj temperamentni, dejansko je skoraj nemogoče, da poslušamo in nemogoče, da sprejmemo, da smo karkoli sposobni se pogovoriti. Ne.
Tako da v bistvu to, da partnerju poveste, da naj ne bo, da mu rečete in tako naprej, je v bistvu na nek način nesmiselno, škoda časa. Samo dejansko, bom rekel, vedno, ko poskušate neko stvar, dajmo se pomeni, deva to, uno, tretje, potem stvar samo poslabšate. Zato, ker partner je pač v zanikanju, partner še bolj odreagira in pač ta energija, čustev vsega tega postaja samo še močnejša in tega pač. Pa morate razumeti eno zadevo, partner sebe ne more kontrolirati, ker je pač ta zadeva premočna. Se veste, včasih, tako kot sem rekel, lahko se tudi neka stvar se vam nabira in potem dejansko je nemogoče, da kontrolirate, ker je niste pravočasno kanalizirali, ker je niste pravočasno ukrotili, dokler je bilo še čas. Ok, potem so naprej so tukaj tudi, bom rekel, pogovorne terapije. Dostikrat ljudje grejo na neko pogovorno terapijo partnerja, sta tam, se pogovorita, se dogovorita, pač terapevt jih poskuša voditi, poskuša razložiti, poskuša obrazložiti in tako naprej. Vse to je v redu, ampak tako kot sem rekel, zadeva ni stvar v tem, da bi bila to logična zadeva, ampak gre za energijo, gre za strah. Banalno, če rečem, če imate strah od psa, lahko vam nekdo razlaga, ne se bati, se je v redu, se ne bo nič naredil, ampak dokler vi ne naredite nekega preskoka, dokler vi ne naredite nekaj miselnega obrata, dokler ne naredite neke pozitivne izkušnje, je nemogoče, da vam nekdo razloži, ker strah se dvigne in ravno zaradi tega te pogovorne terapije niso uspešne, ne zato, ker se ne bi mogli dogovoriti. Dogovorimo se in dogovorijo se, ampak dogovora se ne moremo držati. Zato, ker je pač ta zadeva premočna. In če ste v preteklosti že bili na raznih terapijah, če ste poskušali reševati stvari z pogovorom, sedaj razumete, da pač te stvari niso mogoče, zato ker dejansko je pač strah energije in ta energija je pač premočna. Zdaj seveda postavlja se tudi logično vprašanje, zakaj se partnerka ne postavi zase. Ker ko sem pred leti začel delati z takim primeri, pa dajte mu reči, pa dajte, mislim, kako pride stranka, telefoni gleda in tako naprej kontrolirajo. Okay. Zakaj pa v bistvu mu ne rečete, zakaj pa telefona ne zaklenete, zakaj pa telefona ne daste nekam. Ampak v bistvu, če bi partnerka to naredila prvič, bi bila zadeva še slabša, zato ker je partner v afektu, in ko dejansko pač on sebi ne more pomagati in reagira na ta način in potem greste vi še kontra na njegovo zgodbo, potem pomeni, da se postavite na nasprotno stran in postanete še vi njegova sovražnica in je dejansko samo špetir v hiši. Dejansko partnerko kontrolira, je ljubosumen zaradi strahu. Pomeni, da ima v sebi strah in če partnerka ni močna, ampak v bistvu to, da ni močna, je logično, ker pač če je partnerja strah, ker pač zakon privlačnosti deluje, vedno prideta dva partnerja enaka. Podobna vibracija skupaj. V bistvu je partnerko tudi strah. In zdaj seveda pač bomo pogledali v nadaljevanju, kako lahko te zadeve rešimo, ampak odgovor, zakaj se partnerka ne postavi zase, zakaj ne udari, zakaj ne to, lahko v bistvu, ampak dejansko pride samo še do slabše situacije, se še skregajo ali je potem partner postane še bolj nasilen, zato ker v bistvu je strah. Imam izkušnjo tudi, plejte, 100% zadeva deluje v mojem življenju. Moja mama je bila pač taka, vse je bilo strah, čustvena je bila, reagirala je prekomerno in tako naprej. In potem oče je izgledal, kot da je on gospod pogumni, jo je miril, jo je krotil, joj, se bom kar ne vem, kaj si bo naredila, uno tretje, oče, ne, vse bo v redu, uno tretje. Ampak potem mama je pač pokojna že več kot 20 let, in potem, ko je oče ostal sam in sem imel sam z njim nekaj takšnih izkušenj, kjer se je dejansko pokazalo, da je njega totalno strah.
Jaz sem na začetku, preden sem se še ukvarjal z to tehnologijo in coaching in temi zadevami, sem mislil pač, mama je prestrašena, oče je pogumen. Ne. Oba sta prestrašena, zato ker dejansko v partnerstvu pridemo skupaj z isto vibracijo. In nekdo, ki je pogumen, nima s prestrašenim kaj početi. Nekdo, ki je zabaven, nima z enim dolgočasnim kaj početi. Nekdo, ki je pač, se pravi, na čist neki drugi vibraciji, se vidite, že igrati se, žogo se nočemo nekako igrati z nekom, ki je bistveno slabši od nas. Ok, to pomeni, da partnerka se ne postavi zase zaradi tega, ker je tudi njo strah. In iz tega moramo dejansko tudi vedeti, kar je tukaj pomembno. Partnerka se ne postavi zase, ker ima v sebi strah, in ta strah je treba pozdraviti. To pomeni, ljubosumje, edina pot, da lahko ljubosumje, bom rekel, rešimo, je, da ta strah pozdravimo. In sedaj, ko vemo, da partner je ljubosumen, ker je njega strah, partnerka se ne more, ne zna in pač je nemogoče, da se postavi zase, zato ker je tudi njo strah, je tukaj zelo pomembno, da partnerka, če slučajno pride do, bom rekel, da se partnerja razideta, da partnerka to razume, da ona je ravno tako tista, ki ima strah v sebi, in če ona tega strahu ne bo pozdravila, če tega strahu ne bo transformirala, če ne bo tudi ona to svojo sliko, zaradi česa je bila v tem partnerstvu, potem bo samo se obrnila in bo našla nekega podobnega partnerja, ki bo dejansko isto odreagiral. Zato, ker dostikrat v bistvu pač bomo še naprej govorili, pač pride partnerka in reče, joj, sem že toliko naredila na sebi, sem že toliko rešila, ja, ampak če zadeva še ni rešena in če še vi niste v srečnem partnerstvu, dejansko niste naredila dovolj. Je še vedno tisto seme v vas in ga morate rešiti. Ok, to pomeni, glavni vzrok ljubosumja je strah, ta energija strahu. Zdaj pač včasih je pač strah v obliki dvoma, zavisti, jeza, ampak v bistvu je vse strah. In ta strah moramo razumeti, da pač nastane na različnih nivojih našega delovanja. To pomeni, da strah deluje na nivoju oziroma nastane na nivoju naših prepričanj, naših podzavestnih programov in potem so tukaj seveda še pač te naše negativne izkušnje, ki smo jih pač v preteklosti imeli. In če želimo strah pozdraviti, ga dejansko moramo zdraviti na vseh nivojih. Ni dovolj samo pogovor. Zato ker seveda pač mi lahko, bom rekel, delamo na sebi, delamo na svojem mindsetu, delamo na tem, da kontroliramo svoje misli, da kontroliramo svoje dejanja, ampak v bistvu, ko hudič dobi mlade, je tega hudiča težko kontrolirati, je dejansko zadeva premočna, ker energijsko ne moremo to zadevo. To pomeni, ključ pri vsem tem, za to transformacijo, za rešitev je, dejansko pač, gledajte, prva stvar je, da te stvari moramo reševati na 3 nivojih. Stvari moramo reševati na nivoju našega razmišljanja, naših prepričanj, naših podzavestnih programov. Ključ je v tem, da dejansko pač te slabe izkušnje, ki smo jih dobili, strah nas je zaradi slabih izkušenj, strah nas je, ker nas je mama pustila v bolnici in smo se bali, da nas bo zapustila in sedaj nas je strah, da nas bo partner zapustil. Strah nas je zato, ker v bistvu nismo dobili ljubezni, nismo dobili nagrade, ker smo pač nismo bili dovolj pridni za to, ker je mama vse skupaj. To pomeni, prvič moramo te stvari reševati na vseh nivojih, še posebej energijsko. In druga stvar, ki je pomembna, da dejansko za rešitev tega ljubosumja, rešitev te situacije, partnerske ali pa vseh, bom rekel, težjih partnerskih situacij, potrebujemo več energije, potrebujemo dodatno energijo. Ker poglejte, večina terapij ni uspešnih, ker ni dovolj energije.
vsega se je preveč nabralo, težko ostanemo pozitivni, težko se kontroliramo, da ne izbruhnemo, da dejansko ne rečemo zopet nazaj, da ne ponovimo. Ker v bistvu mi moramo razumeti, da ko mi začnemo reševati ljubosumje, vi bi se pogovorili. Ampak seveda se pogovoriš, ampak potem, ko se neka situacija ponovi, se pa v tebi dvigne vse. Je pa dejansko skoraj nemogoče te stvari kontrolirati. Pa ni dovolj samo, da gledaš samo na nivoju tvojega razmišljanja, ampak dejansko moraš spremeniti svojo energijo, moraš spremeniti svojo vibracijo. In zato potrebuješ dodatno energijo. Moraš se distancirati od te situacije. In zato pač večina dejansko teh terapij ni uspešnih, ker zato potrebujete več energije. In te več energije potrebujemo, da spremenimo naše razmišljanje, naša prepričanja, naše podzavestne programe. Več energije potrebujemo, da lahko premagamo strahove, dvome, da nam ne bo uspelo. Ker seveda pač to ni zdaj tako, da mi gremo nekam, se pogovorimo in je vse v redu. Pač sprememba celotnega partnerstva, transformacija, reševanje partnerstva, reševanje odnosa, izboljšanje življenja, kar če hočete, je nek proces. In znotraj tega procesa se pač soočamo s preteklimi strahovi, s preteklimi, če rečemo temu, poškodbami, našimi neuspehi, in potem se pač vsi strahovi, dvomi, vse te stvari se dvigajo. In mi potrebujemo dodatno energijo, oziroma več energije, kot smo jo imeli prej, da lahko gremo preko tega. Več energije potrebujemo, da se lahko dvignemo nad trenutno situacijo, da se lahko distanciramo, ko smo v neki situaciji, ko se kregamo, ko dejansko se veste, kako je, ko vam partner nekaj reče, nekaj naredi, dejansko vsi ti spomini, kaj se je že zgodilo, kako je to, da bo zopet se ponavljalo in tako naprej. Ko se vse dvigne, po domače rečemo, se ti stemni pred očmi. In če se hočemo distancirati, če hočemo ostati pozitivni in če hočemo, da dejansko začnemo delati drugače, da lahko zgradimo novo vizijo, potrebujemo več energije. Kako vam lahko pri tem pomagam? V bistvu moja sposobnost je, da vam lahko pomagam do več energije. To je v bistvu podobno kot bioenergetik, ko vam pomaga do več energije, da imate lahko boljše počutje, da imate lahko več zdravja. Jaz pa na podoben način, pač samo na drugačnem nivoju, pomagam, da imate več energije, da lahko dosežete svoje cilje, da lahko spremenite svoje partnerstvo, da lahko naredite premik v življenju, da lahko zgradite novo vizijo, da lahko speljete neko spremembo, postanete bolj samozavestni, da imate več energije v odnosu, da partnerski odnos obudite, da lahko naredite nov začetek v partnerskem odnosu in seveda tudi pač lahko na poslovnem področju, ampak to je druga tematika. Tako da v bistvu, ko dobite več energije, potem, ko se vam potem ta vaša energija dvigne, potem lahko začnete drugače gledati na situacijo, drugače se odzivati, kjer ste dejansko prej niste mogli. Razumete? Glejte, mogoče razmišljate, v redu, super, Miran si tole razložil, vse je logično, ampak mogoče bi še vseglih mal poskusili, bi se še vseglih mal dejansko probali pogovoriti, saj še ni tako hudo, saj še ni tako, glejte, v bistvu, načeloma lahko počakate, ampak dejansko ne priporočam iz večjih razlogov. Prvi razlog je, da je pač po vsej verjetnosti eden izmed vaših problemov tudi komunikacija, da ne znate komunicirati, da pač ne znate poslušati, da ne znate slišati in da ne znate povedati. Večina žensk je prepričanih, da zna komunicirati. Zagotovo znajo z žensko na ženski način. In z moškim se je potrebno pogovarjati popolnoma drugače.
ogromno žensk, ko pride k meni na trening, terapijo, je presenečenih, ko ugotovijo, kako so na napačen način poskušale moškemu razložiti stvari. Ker večina žensk funkcionira po žensko, intuitivno, in dejansko stvari pričakuje in želi povedati in želi moškemu, skomunicirati na ženski način. In ta stvar ne deluje. Moški smo popolnoma drugačen bitja. Za moškega stvari, ki jih reče, pomenijo bistveno nekaj drugačnega kot za žensko. Moški drugače razmišljamo. In zdaj v bistvu glejte, na začetku, ko ste bili skupaj, je stvar še nekako delovala. Zakaj? Zato, ker je bilo dovolj energije. Ker ste imeli dovolj energije, da ste dejansko bili tolerantni, ste imeli dovolj energije, da ste bili potrpežljivi, ste imeli dovolj energije, da ste lahko stopili nazaj, da ste kakšno požrli, da niste vse povedali nazaj in tako naprej. Potem pa, ko smo dalj časa v odnosu, pa se te stvari naberejo. In dejansko potem ni več tako enostavno. Ogromno ljudi, poglejte, je prepričanih, da na začetku je bilo super, na začetku so se ujeli, potem pa so postali različni. Ampak to nažalost ni res. Glejte, mi skupaj pridemo zaradi svoje različnosti, ampak tisto, kar je na začetku bilo drugače, je, da je bilo več energije v tem odnosu. Ker glejte, tudi če imate banalno, če pogledamo, ko dobite nekega novega sodelavca, ki s katerim nimate ravno dobrega odnosa oziroma ima nekaj takega, da bom rekel, vam gre na živce, na začetku tolerirate, ampak potem je tega toliko, da je enostavno vsega preveč. In če nimate sistema, da imate dovolj energije, ampak to ne pomeni, da greste na sprehod in imate dovolj energije, dejansko tukaj gre popolnoma za drugačno energijo. Gre za kreativno energijo, vi za reševanje odnosa, za reševanje partnerstva, za to, da pozdravite ljubosumje, potrebujete kreativno energijo. In to je drugačna energija, kot jo dobivate vi, ko se spočijete z sprehodom na gozd in z delom na vrtu. Okay? Kreativna energija je tista energija, ki vam pomaga, da povečate finance. Jaz nisem še za nikogar slišal, da je 3 ure na dan hodil po gozdu in povečal svoje finance za 500 ali pa 1000 evrov. A me razumete? Ali pa karkoli z meditacijo. Tako da razumete, če hočete rešiti svoje partnerstvo, če hočete rešiti to situacijo, potrebujete več energije. In za začetek je v bistvu na način, kot jaz delujem, je dovolj, da eden izmed partnerjev pride k meni na trening. Načeloma je v bistvu dovolj in lahko rešimo tudi partnerstvo na tak način. Okay, mogoče razmišljate, da ste ogromno tega že rešili. Posebej ženske, ko začnejo delati na sebi, sem že ogromno naredila, sem že ogromno predelala in tako naprej. Ampak glejte, če ste še vedno v takem odnosu, če še vedno niste v, bom rekel, starem, obnovljenem in srečnem, ali pa v novem, popolnoma srečnem odnosu, potem še niste tega predelali. Na začetku vam nisem povedal moje partnerske zgodbe, bil sem 2-krat poročen in 2-krat ločen. In jaz sem mislil, da sem se naučil in sem mislil, da sem predelal in sem mislil, da sem rešil. Ampak potem se mi je v novem odnosu zopet pokazala ista zgodba. Ker ko sem govoril o svojih stopnjah, te moje stopnje sem jaz šel, ko sem delal na sebi. In večinoma sem potem kasneje, ko sem resnično začenjal imeti rezultate, imel tudi mentore, ki so me pri tem pomagali. To pomeni, dokler še niste v srečnem partnerstvu, dokler se še vedno ne morete, ne upate in karkoli pogovoriti, da dejansko ne morete se normalno pogovoriti, držati in nimate sreče komunikacije. Če gledate to delavnico preprosto,
zagotovo niste rešili. Pa, glejte, ne želim vam ničesar prodati. Želim vam samo to, da ne greste skozi isto trpljenje, da dejansko ne rabite investirati na 10.000 evrov, kot sem jih jaz rabil, ker dejansko moja želja je bila že od samega začetka, da imam resnično srečno partnerstvo, da ustvarim eno čudovito družino. Ampak ko sem začel po poti mojega partnerstva, je bilo vse drugo kot to. In dejansko nisem razumel, s čim sem si to zaslužil, kako sem si to predelal, kje sem najdel takšne partnerke, kaj jaz tukaj delam, kako da mi ni čisto jasno in tako naprej. Ampak razumete, ne? In ključ je tudi, da potem dejansko prvič, da pozdravimo to partnerstvo, in potem drugi ključ je seveda, da pač oblikujemo novo vizijo. Ker če nimamo nove vizije, če nimamo nekega novega plana, in nov plan ne pomeni, da pač ti veš, kaj ti ni všeč bilo v prejšnjem partnerstvu, ne? Ker v bistvu, plejte, čisto po domače, če sem brez denarja in če vem, da mi ni všeč, da sem brez denarja, še ne pomeni, da imam plan, da bom denar zaslužil. In še pač, ne, kje šele vizije, kje šele so neki konkretni koraki. Ni mi všeč, da sem brez denarja. Okay. Ni mi všeč, da imam takšnega partnerja nočem. In zdaj mislim, da sem rešil. Ničesar nisem rešil. Samo v tem trenutku vem, kaj ne želim. Niti ne vem, kako v bistvu stvari potekajo, kako je zadeva pravilna, kaj dejansko. Glejte, včasih dosti krat imamo v nekem partnerstvu neka pričakovanja, ne? In dejansko se ne zavedamo, da so to napačna pričakovanja, zato ker pač so taka pričakovanja, ne vem, a so imeli naši starši, a smo nekje, ne, ravno tako, kot sem rekel, ne, da pač nekaj nam ni bilo všeč in zdaj imamo drugačno pričakovanje. In vse te stvari, večina teh stvari se je treba naučiti. Ne. Ok, mogoče boste lažje razumeli, če vam povem transformacijo moje študentke Mateje. Ona je prišla do mene, ker jo je dejansko resnično partnerstvo dušilo, partner je ves čas kontroliral, ves čas je hotel vedeti, kam gre, kdaj gre, zakaj gre. V bistvu pač zadeva je šla tako daleč, da je pač pregledoval telefon. Ne. Pač, da si ne more pomagati, da hoče biti miren in tako, in potem Facebook in te zadeve. Ne. Tako da pač zadeva je bila, bom rekel, kar se nje tiče, razmišljala je o tem, ali se da zdaj tukaj nekaj rešiti, ali pa dejansko gre, ker takšnega življenja si ni želela. Seveda pač partner si ni mogel pomagati, na nek način ga je imela rada, ampak v bistvu, razumete, ko je pač bolečina premočna, ko so pač te zadeve gredo predaleč, potem tudi ta rada nekam gre. Ne. In tudi, ko sva začela delati, je dosti krat sredi najnega coachinga, najnega treninga partner klical, ne, zopet našel neke izgovore, kaj bo vprašal, ne vem, kako je nekaj, kar v bistvu čisto nekaj brez veze, dejansko samo, da bi pač ta svoj strah na nek način pomiril, ne, da bi bil siguren in tako. To je v bistvu pač strah, kontrola in tako naprej. Ne. In dejansko pač na drugi strani tudi energijska nesamostojnost partnerja in neko slaba povezava, nezaupanje do življenja, nezaupanje do odnosov in tako naprej. Ne. In seveda pač Matejo je bilo strah, ne, da bi dejansko se mu postavila po robu. Na začetku sploh ni povedala, da je začela delati z mano. Ne. In potem pač, ko so se te klici med treningi vrstili, pač sva se pogovarjala, se je odločila, da bo povedala. Ne. In potem zopet, mu bom danes povedala, se bom danes pogovorila, in potem zopet mi napiše, zopet je prišel domov slabe volje, zopet mu nisem mogla povedati, zopet je spet tako. Tako da v bistvu, bom rekel, ni prijetna situacija, in če pač ste sami v takšni situaciji, karkoli podobnega imate, potem zagotovo veste, o čem govorim. Ne. In potem sva najprej začela delati na njej, na tej njeni vrednosti, da ona postane energijsko močnejša.
Ne. Ključ tukaj je tudi ne samo, da energijsko postane močnejša, ampak da postane tudi nežna in mehka. Ženska dejansko, če hoče narediti neko spremembo v družini, mora postati močna, ampak hkrati tudi nežna. Ogromno žensk, ko začne delati na sebi, postanejo močnejše, ampak postanejo trde. Moram reči, ogromno tudi žensk, ki pomaga ženskam, da se postavijo na prvo mesto, so trde. Dejansko v bistvu začnejo udrihati, začnejo delati krvavo revolucijo. Ne. Ampak, poglejte, v vsakem odnosu imamo mi izkušnjo, da nekoga bolj spoštujemo in nekoga manj. Nekomu več upamo reči, nekomu manj, komu manj. Tismo, kjer čutimo moč. Ne. Ampak, če lahko od partnerke začutimo moč, partnerka, ko bo njen partner začutil moč, dejansko bo lahko to sprejel. Dejansko potem ne bo odpora, ampak mora biti na pravi način. Ne. To pomeni, prva je njena vrednost in njena samopodoba. In potem sem jo začel učiti, kako lahko ona dela z njim. Ker načeloma je tako. Seveda pač najboljše je, če dva čistita tisti družinski drek na dvorišču, je najhitrejša zadeva rešena. Ampak večina primerov to ni. Pač dostikrat delam z ženskami, ki pač partner niti ne ve, da so bom rekel, na treningu. Dostikrat pač grejo in imamo trening in so nekje v gozdu ali pa karkoli. Ampak gledajte, bistvo je, da pač če imajo željo, da rešijo to partnerstvo, se vedno najde pot. Ne. In potem je začela počasi delati na njegovi vrednosti, na njegovi samozavesti, na njegovi na nek način samostojnosti, če hočete. Ne. In potem, ko je partner se začel tudi dvigati, je vedno manj čutil tega strahu, vedno manj čutil potrebe, da jo kontrolira, in potem je pač ona lahko zadihala in sta potem lahko partnerstvo in tudi začela se pogovarjati o drugačnih stvareh, na drugačen način, seveda pač delno tudi skozi osebno rast. Ne. Tako da, poglejte, načeloma, če zadevo energijsko pravilno rešite, če delate pač ključ, sem rekel, da je več energije rabite, da spremenite svoja prepričanja, da spremenite svoje podzavestne programe, ker dejansko na podlagi teh prepričanj ste dobili takšnega partnerja, ker niste verjeli, niste prepoznali, niste videli. Ne. Jaz dostikrat v bistvu, ko se pogovarjam z ljudmi, moj partner je pa tak, ok, razumem, ampak a vaš partner se drogira? A vaš partner dela to pa to? Ne, to pa ne. Ok, v redu, samo da razumete. Ne? To pomeni, na tem nivoju ste lahko opazili in se izognili z vašo vibracijo, načinom razmišljanja, razumevanjem partnerju, ki je, ne vem, takšen in takšen in takšen. Ne? Ampak neke stvari pa so v vas in zaradi teh stvari ste potem prišli do takšnega partnerja. Ne? In zato je pač treba te stvari, prepričane, podzavestne programe, vse te zadeve pozdraviti, ne? Energijsko, več energije rabite, da greste lahko preko teh strahov, starih zamer, starih bolečin, ne? In seveda pač, da zgradite potem, bomo rekli, novo vizijo, da zgradite en konkreten plan, da lahko pač te stvari začnete potem reševati. Ne? In seveda tukaj je več možnosti, ne? Če se odločite za delo z mano. Eno je pač, da se energijsko pač pozdravite, postanete močnejši, se naučite komunikacije in potem je odvisno od partnerja, a se bo spremenil. Ne? V večini primerov se partnerji spremenijo in potem imamo srečno partnerstvo. Potem obstajajo primeri, da partnerka postane močnejša, se osvobodi tega pritiska in še vedno ostane s partnerjem in je pač za njo življenje bistveno lažje, kot je bilo prej, ampak partner pač še vedno malo komplicira, če rečemo po domače. Ne. Potem je pa še možnost, ker pa partner ni odziven, pa pač partnerka ali pa partner, odvisno kdo pač želi se pozdraviti in rešiti te situacije, gre potem v novo življenje, gre potem pač v novo partnerstvo. Ne.
Tako da v bistvu tukaj razumete, moje poslanstvo, moj ključ je, da dejansko vam, ki se odločite in če pač to poslušate, verjamem, da ste vi ključ, da je dejansko, bom rekel, samo neka odločitev, ki vas loči do tega, da začnete stopati po poti svojega novega življenja. Odločitev, da si poiščete pomoč, podporo, ne pomoč, pomoč. Ne. V bistvu pomoč pomeni pomoč. Ne. Tako da v bistvu upam, da ste dobili eno sliko. Ljubosumje je strah. Strah moramo pozdraviti, zato da ga lahko pozdravimo, potrebujemo več energije in jaz pač imam sposobnost, da vam pomagam do več energije, da lahko te stvari rešite. Ker če bi, bom rekel, zadevo lahko že rešili, dostikrat ljudje rečejo, ja, samo še malo, vem, ampak koliko časa še malo? A razumete, ker ne gre samo, koliko časa bomo pa še zdržali? A razumete, poglejte, koliko vas to stane, kakšno ceno plačujete, ko dejansko dopuščate, da živite tako življenje, ko ne verjamete, da vas lahko čaka nekaj lepšega, da imate lahko čudovit odnos, najprej čudovit odnos do sebe, ker pač dopuščate, da nekdo to z vami dela, in potem čudovit odnos z partnerjem. Tako da na koncu bi povabil tiste, ki razmišljate, da bi bilo zadnji čas, da resnično rešite to situacijo, da začnete stopati po poti novega življenja, nove transformacije, drugačnega partnerstva in bi želeli podporo. Trenutno imam v svojem individualnem programu nekaj mest in bomo potem skupaj šli korak za korakom in dejansko potem pač staro življenje, stare bolečine in pač vsi ti problemi so preteklost. Tako da vabil bi vas na en kratek pogovor, da malo pogledamo vašo situacijo, povezavo do tega brezplačnega, brez obveznosti, tako da dejansko nimate kaj izgubiti, razen da dejansko, bom rekel, odkrijete, ker izgubite takrat, če se ne prijavite. Zato, ker dejansko zdaj mislite, da lahko, ampak a veste, to je tista zgodba, kot recimo si bolan, vse te nekaj boli, kuhate, ampak v bistvu, a bi šel k zdravniku, pa ne bi. Večinoma ne gremo, ker je pač zdravstveni sistem tak, da so dolge čakalne vrste, pa je v čakalnici treba čakati in tako da teh problemov nimamo. Mi imamo moderni, energijski, partnerski zdravstveni sistem. Prijavite se, pogovor je brezplačen, potem saj dobite neko diagnozo, neko povratno informacijo glede vaše situacije, koliko je resna, kaj se da narediti in kaj bi bilo najhitrejše in najboljše. In če se odločite, pač vam bom z veseljem pomagal. Tako da hvala za to, da ste ostali do konca. Želim vam en čudovit dan, ostanite čudoviti in upam, da se kmalu slišimo.